dragi otroci. Verjetno vas že vse zanima, kaj se je zgodilo s Petrom Klepcem po tistem groznem boju s velikanom. Da predlagam, da kar začnemo. Zdaj pa začnimo. O, fant! Poglejte to! Še napačno knjigo sem prinesla s seboj. Joj, vidite, otroci, to pa naredijo leta moja knjiga. Ja, hvala lepa, mladenič, da si mi jo tako dobro pazil. Hvala. No, kaj pa lahko res začnemo. No, medtem, ko so Peter Klepec in dvorjani praznovali zmago, se je kralj sestal s svojima svetovalcema glede Petrovega plačila. Kralj, skrbi nas ta neverjetna moč Petra Klepca. Kaj, če se odloči in to moč uporabi proti nam? Pametno bi bilo, da ga nadziramo in to preprečimo. Ja, ampak kako? Pa saj Peter pravi, da se želi čim prej vrniti domov. Recimo mu, da še nimamo pripravljenega plačila za brez vreče zlatnikov, se že ne bo vrnil domov iz našega dvorca. Ja, ampak saj ne more kar prelomiti obljube, ki sem jo dal Petru. Saj nam je pomagal. Mislim, kakšen kralj pa sem, če ne znam držati obljube. Bolje bi bilo, da ga obdržimo na dvoru, mu damo hrano, prenočišče, da se lepo navadi, pozabi na te zlatnike. Ja, ne vem, no. Ja, prav, no, pa naj bo tako. Sel. Ja, daj, pošli go Petra Klepca. O, Peter, veš, žal imam eno malo slabšo novico zate. Žal boš moral na svojo nagrado še malo počakati. Veš, trenutno je zaradi vseh teh vojn naša kraljiva zakladnica popolnoma izčrpana in potrebovali bomo nekaj časa, da zberemo dovolj denarja in zlata zate. Razumem. Bom počakal na dvoru, dokler ne izberete dovolj denarja. Peter Klepec je bil dober človek in zato ni spoznal prevare. Peter je vsako jutro preveril, če morda zraven njegovega ležišča leži vreča zlata, a je bil vsakič znova razočaran. Ker čez dan ni imel ničesar početi, je pomagal hlapcem, ki so delali na dvorišču. Čas je mineval, dnevi so postali tedni, tedni meseci in kmalu je minilo pol leta. Kralj pa mu še vedno ni dal plačila. Medtem pa so v Petrovi domači vasi so se spraševali, kaj se je zgodilo z njim. Da se mu le nekaj hudega pripetilo. Petrovo mamo je vsak dan bolj skrbela in nestrpno je pričakovala Petrovo vrnitev. Ali že kje veste, kdaj se bo vrnil? Ne, to da do zdaj bi moral biti že doma. Joj, vsi v vasi upamo, da se bo čim prej vrnil. Nekega dne pa se je zgodilo nekaj strašnega. V vas so nenadoma vdrli vojaki. Zaplenili so vse premoženje in vse vaščane so poslali v ječo. Vaščani so najprej mislili, da so jih napadli Tatari.
a se je izkazalo, da je to vojska kralja Bele, ki pleni po deželi. Pripeljali so jih v Ogrsko kraljestvo in jih zaprli v ječo. Eto, Peter! Peter Klepec! Peter! Peter, si to res ti? Mama? Peter! Peter, kaj počneš tukaj? Čakam, da mi plačajo za mojo pomoč. Tu ste se pa vi znašli tukaj. Vojaki so nas napadli, nam uničili vas. Napadli so vas. Ja, ni bilo tebe, da bi nas branil. Zakaj se nisi že prej vrnil domov? Pol leta že čakam na svoje plačilo. Do sedaj bi pa res že lahko zbrali dovolj denarja. Sedaj pa izvem še to, da so napadli mojo vas in zaprli moje rojake. Ne, to mi ni všeč. Saj sem rekel, da mi nihče več ne bo kucoval kanapira. Čakaj, spravim. Peter je zdaj končno spoznal resnico. Od razočaranja se mu je trlo srce in od jeze so se mu stisnile pesti. Odšel je k kralju. Dovolj imam. Vaši vojaki so uničili mojo vas in zaprli moje rojake. Sit sem čakal. Če mi takoj ne prinesete mojega plačila, svojo moč uporabim kar na vas. Kako pa govoriš, kralj? Seveda, Peter, prosim, smili se me. Tako ti bomo prinesli vrečo zlata. 3 vreče zlata. Kaj? 3? Ne, počakaj, vse sta se zmenila samo za eno. Prva vreča je za plačilo. Druga vreča pa je za škodo, ki ste jo povzročili moji vas. Tretja pa za čakanje. Ker je kralj videl, česa vse je zmožen Peter, mu ni upal ugovarjati. Dal je prinesti 3 vreče zlata in si na to oddahnil, ko je Peter oznanil, da se bo vrnil domov. S menoj bodo šli tudi vsi moji rojaki. S temi besedami je Peter Klepec stopil do ječe, da bi osvobodil svoje rojake. Ja, kje pa so? Ječa je prazna. Kje so moji rojaki? Mama, rešil vas bom. Dragi otroci, si lahko mislite, kako grdo je kralj Bela ogoljufal Petra Klepca. Še dobro, da je on spoznal to prevaro in se lahko postavil zase. Nažalost se take stvari dogajajo tudi takole v resničnem življenju. Zato je zelo, zelo pomembno, da razmišljamo s svojo glavo. No, otroci, ostal nam je še zadnji del zgodbice, ki pa vam ga bom povedala jutri. Čakajte malo. Kaj pa je to? Čekaj. Joj, izgleda kot nekakšen... Zemljevid. Tudi ti ga imaš, Peter Klepec. Po celih Moravčah so. Čakaj malo. Kaj pa, če nas bo ta zemljevid vodil do Vaščanov? Pot je taka težka, ne moreš kar tako izječi za to. Vi boste mogli narediti fotko, da bo... Fotko morate tako narediti, da bo Peter Klepec lahko videl, kako pride do ječe. Vi boste na tržnici kupali štrikse pa količke, da boste iz količke na količke navezvali štrikse in narisali fotko za Petra. Tist, ki bo prvi prišel do ječe, bo zmagovalec in njegova fotka je tista, po kateri bo Peter Klepec šel, da reši naše Vaščane. Prosim, rešte me.
Rešte me, prosim, prosim, rešte. Otroci, dajte nas rešiti, pejte na točke! Imate to ne prosim! Začetek igre doma! Moč dana od Boga, moč, ki premaga vsakega, moč, ki pomaga ti.